Lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. Pred nekaj dnevi je svojo sezono zaključila članska ekipa košarkarskega kluba Hidrija in to je lep razlog, da smo v studiu povabili kapetana ekipe Blaža Bončina, katerega prav lepo pozdravljam. Zdrav. Torej, z play-offom ste zaključili letosno sezono, iskali ste uvrstitev v drugo slovensko košarkarsko ligo, žal se ni išlo. Kako gledate na samo sezono sedaj, ko so se glave malce ohladile? Ja, sezona je bila kar dolga. Začeli smo v oktobru in to je pač 8 mesecev. In pred koncem so bile glave že kar utrujene. Letos je bil malo spremenjen sistem in se je z vsake skupine vrstilo 8 najboljših ekip in potem je bil play-off. Mi smo zasedli drugo mesto, kar je bil pač načrt, da smo čim višji. Žal so bile pač Janče malo boljše. In ja, cilj je bil jasen, priti v drugo ligo. Zdaj pač nimaš kaj, na koncu nam je zmanjkalo na zadnji stopnički. Ampak zadnja tekma z ekipo Ježice, vse 3 tekme so bile relativno napete. Prvo ste izgubili, drugo zmagali, na tretji odločilni ponovno izgubili. Kako je skozi vaše oči potekala ta, finalna serija? Ekipa Ježice je bila dejansko zelo visoka, mladi igralci so bili. Ja, mi smo se zavedali, da pač imajo daljšo klop, so bolj kakovostni, ampak prek analiz, ki nam jih je predstavil trener Kolman, smo bili mnenja, da jih lahko presenetimo. Žal na prvi tekmi so sodniki igrali pač svojo vlogo, nimaš kaj, moraš iti naprej. Doma smo jim pa pokazali, da lahko z njimi igramo in smo tudi premagali v napeti končnici. V drugo ligo ste se uvrstili najboljši ekipi, ena iz zahodnega, ena iz vzhodnega dela, tudi ekipa Janče, ki je edina, ki vam je dvakrat vzela skalp v letošnji sezoni v rednem delu. Ja, Janče ima tudi kar dober kader. Imajo starejšo ekipo, niso sami mladinci, imajo nekaj starejših igralcev in so že zelo močni. In žal tudi tam nismo jim parirali do konca. Spremljali smo lahko res ogorčen borbo za vsako žogo, tako pod košem, kot meti z razdalje. Predvsem te meti z razdalje v tej finalni seriji niso uspevali v vaši ekipi. Ja, zgleda, da se nam je roka malo zatresla. Med sezono nam v bistvu ni bil težav met. Dali smo poprečno okoli 80 točk na tekmo. Zdaj pa v polfinalni seriji proti Ježici pa smo dajali samo po 60 točk, tako da očitno se nam je roka malo zatresla. Sicer pa kakšno je bilo vzdušje znotraj ekipe, ne bom rekel po zadnji tekmi, ampak nasplošno med celo sezono? Ste se z ostalimi soigralci, ki so se letos pridružili ekipi, hitro ujeli? Ja, mislim, da smo vsi enostavni fantje in ne kompliciramo in smo se zelo odlično ujeli že takoj, ko smo se spoznali. Sredi sezone se je nam pridružil še Žan in ni bilo težave v spoznanju. Ste pa s svojimi igrami ponovno malce dvignili temperaturo, zanimanje za košarko v Idriji. Že v samem rednem delu je bilo obisk tekem v Idriji res lep, na tej finalni oziroma play-offu pa je bilo gledalcev res ogromno. Kako dojemate igralci to podporo s tribun? Se sploh čuti to navijanje ali ste v svojem svetu, ko igrate? Ja, tudi bi rekel, en velikih ciljev je bil, ko smo spet ustanovili člansko ekipo, da se pripelje veliko število gledalcev nazaj v Modro dvorano. In to nam zdaj v zadnjih sezonah odlično uspeva. Čutimo kot malo euforije, če pravic povem. In je zelo lažje igrati proti nasprotniku, če imaš tako bučno podporo in na domačih in na gostujočih tekmah. Moraš pa tudi paziti, da te ti navijači preveč ne ponesejo in ne začneš delati brezveznih napak.
Sicer pa s tem raste tudi interes za košarko med mladimi, kolikor vem, je v mlajših kategorijah kar veliko otrok, ki se ukvarjajo s košarko. Pa tudi v članski ekipi je bilo kar nekaj mladih fantov, ki sicer niso dobili veliko priložnosti, sploh ne v play-offu, ampak med sezono pa vseeno so nabirali svoje izkušnje. Računate na koga od njih, da bi v prihodnje lahko igral vidnejšo vlogo v članski ekipi? Ja, mislim, da prostor imajo, da se dokažejo, zdaj bo pa na njihovih ramenah, da to pokažejo. Mislim, da potencial imajo, ampak treba se žrtvovati, trenirati in bi rekel, imeti veliko željo, da boš bi rekel, lahko igral pri članih. Sami ste že drugo sezono kapetan članske ekipe. Ostajate v ekipi, že kaj veste o svojih načrtih za prihodnje? Mislim, zdaj je treba najprej pohladiti glave. Jaz, če bo etli, da sem zraven, bom z veseljem pristopil, mi ni problema. In upam, ja, da bomo sestavili neko zanimivo ekipo in postavili neke cilje in jih probali uresničiti v naslednji sezoni. Mogoče velja izpostaviti še eno razliko, bom rekel, v primerjavi z drugimi ekipami. V članski ekipi košarkarskega kluba Hidrija nastopa, igra tudi nekaj igralcev, ki niso iz Idrije in si morajo vzeti kar precej časa, da sploh se udeležijo treningov med tednom. Ja, to je, bi rekel, vsem našim, ki so se odvozili iz drugih krajev, je lahko dam velik poklon. To le vzame na tedenski ravni kar nekaj ura, ne? In pač dobri so, da so se, bi rekel, celo sezono žrtvovali in da so bili zraven in res lahko samo en velik hvala rečem. Pa to, bom rekel, njihova odsotnost oziroma oddaljenost ni vplivala na samo, bom rekel, na treninge, na priprave, na tekme? Ne, oni so bili korektni in so se skušali udeležiti treningov in tudi teh videoanaliz, ko smo jih imeli. In se je dal vse dogovoriti in tudi fajn potrenirati, ker nas je bilo, bi rekel, 12 igralcev na treningu. Težko boš ti potreniral, če jih je 7, recimo. Sicer pa letos so vam tudi poškodbe šle relativno na roke, nekaj večjih poškodb ni bilo, ste pa sami imeli nekaj sezon nazaj kar daljšo odsotnost. Ja, jaz sem si zlomil liv gležnji in ja, takrat je kar, bi rekel, šla cela sezona mimo in pač pa je treba rehabilitacija in nazaj se postaviti na stare tire. Sestava same ekipe za naslednjo sezono še ni znana, to je tudi stvar vodstva kluba. Vaše želje, kakšne so, bi si želeli ponovno iti v tak boj za uvrstitev v drugo ligo? Ja, jaz mislim, da to je želja vsakega igralca, da se proba dokazati v enem višjem rangu in jaz upam, da se bo vodstvo klube odločil za take cilje in jih probali uresničiti. Kateri bi pa tisti del sezone ali pa tisti trenutek v sezoni, kateri je vam najbolj ostal v spominu, v pozitivnem smislu? Ja, v bistvu, po mojem, le ta zadnja domača tekma proti Ježic. Se mi zdi, da je bila publika res najbolj glasna in res je en tak poseben užitek igrati pred polnimi tribunami. In pač to je za doživeti, enostavno moraš doživeti, da čutiš ta občutek. In to je tudi tisto, kar vas še dodatno žene, da ustrajate na tej športni poti? Ja, jaz sem že velikokrat rekel, po mojem ne bi zaključil kariero, če bi bile prazne tribune. Saj po eni strani igraš zaradi gledalcev, zato da prikažeš eno dobro borbo, eno dobro tekmo. Tudi sam upam in si želim, da bi prihodnja sezona ponovno potekala pred polnimi dvoranami, da boste lahko ponovno pripravili tako čudovito košarkarsko vzdušje v Modri dvorani. Ja, hvala za povabilo. Jaz bi se rad pa še zahvalil vsem našim podpornikom, ki ste nas v bistvu podpirali cela sezona, ki je bila res dolga in prihajalo v velikem številu na naše tekme in res en velik poklon, da ste si izkusil vzeli cajt in nas spremljali. Hvala, Blaž Bončina, za obisk v našem studiu in pa srečno v prihodnji sezoni. Hvala. Vam, spoštovani gledalci, pa hvala za ogled tega prispevka in pa vabljeni tudi k ogledu ostalih prispevkov studia Idrijskih novic.